Kako se pravzaprav ti v tem času počutiš? Kako si ustvaril svojo dnevno rutino? A je kaj drugače od tega, kar je bilo prej? Torej, dejstvo je, da strani vlade Republike Slovenije, strani Ministrstva za obrambo, Ministrstva za javno infrastrukturo, Ministrstva za informacijske zadeve in Ministrstva za okolje je Mariborski vodovod spoznan kot za izvajalca bistvene javne storitve, ki mora zagotavljati neprekinjeno 24-urno oskrbo. Torej, država preko svojih inštitucij, torej pristojnih ministrstev, nam neposredno daje naloge, da moramo izvajati oskrbo s pitno vodo, torej ne glede na to, ali bom rekel, hipotetično, če bi vsi bili okuženi z virusom, ne bi mi morali izvajati oskrbo, ker nas 170 ni nič ali pa je nepomembni v primerjavi z 200 tisoč ljudi, ki jih oskrbujemo. Ta trenutek smo seveda, ekipe smo mi že 5. marca, torej država je razglasila razmere 12. Mi smo že 5. marca šli torej na te ukrepe, imamo seveda preventivne ukrepe, potem smo šli na seveda izredne ukrepe, tako da lahko rečem, da mi že poln mesec izvajamo vse aktivnosti. V tem primeru smo ekipe razdelili, mi imamo približno nekje 70 do 80% kadra stalno v službi, to je bistveno drugače kot v drugih podjetij, zato ker mi moramo zagotavljati torej oskrbo in seveda drugi so šli na čakanje ali pa seveda delo od doma, mi pa moramo le fizično dostopati do vsakega izmed 304 objektov, zato da zagotavljamo oskrbo s pitno vodo. Ekipe smo razdelili najprej iz, oddelkov in sektorov smo razdelili na 2 ali pa zdaj celo samo eden v ekipi, tako da je minimalen kontakt, torej da lahko sistem normalno funkcionira. Torej, izvajamo tiste neobhodne nujne potrebe, torej črpanje vode, distribucija vode in seveda zagotavljanje kvalitete vode. To je ključna naloga in od tega seveda ne moramo odstopati. Tako da dajemo dnevno, praktično, torej tedensko poročila. Seveda zgodilo se nam je to, da smo ta trenutek tudi malo hekersko izpostavljeni, v tem času smo imeli 20 poskusov strani ruskih hekerov vdora v sistem, potem 4 ameriški in 1 ukrajinski. Tako da v bistvu se dogaja tudi to, da še, bom rekel, danes seveda lahko nekdo vpliva na to, da seveda preko, bom rekel, IT sistema poskuša vdreti. Torej, to gre za neko ključno obliko tveganja in moram reči, da naša IT služba je vse to nekako preprečila, tako da lahko potrkamo, rečemo, da naš sistem dobro funkcionira tudi v primeru izrednih razmer. Seveda poskušamo testirati, torej imamo na 3 lokacijah, kjer možno lahko vzpostavljamo sistem daljinskega upravljanja sistema oskrbe s pitno vodo. Tako da, torej to je, kar osebno, bom rekel, jaz sem vsak dan v službi, kljub temu, da imamo določene videokonference preko ali Microsofta ali preko Webexa ali preko Skypa, zdaj tako v tem primeru. Dejstvo je, da je toliko zadev, da preprosto moram biti torej tudi fizično. Ne zato, da ne bi želel preko IT-ja, ampak se mi zdi, da vse tisto, kar je komunikacija od doma, ti v bistvu, bom rekel, pač podaljšuje neke naloge, če si pa neposredno tukaj, pa lahko preko vseh audio, video, medijev, socialnih mrež potem spostaviš in spostavljaš bistveno hitrejšo komunikacijo. Tako da smo polno angažirani, morda celo bolj kot pa v primeru, bom rekel, rednega nemotenega poslovanja. Kakšne vidiš ti razlike v poslovanju zaradi covida-19 v širšem okolju? Kaj opažaš pri? Ja, nam se je zgodilo nekaj, kar, bom rekel, ljudje morda, so naivno pričakovali ali pa razmišljanje šlo v nepravilno smer zaradi morda napačnih signalov. Ljudje so v marcu smo imeli samo za dobrih 50% plačil storitev oskrbe s pitno vodo. Morda so ljudje pričakovali, da bo država to odpisala, da bo občina to odpisala. Seveda mi imamo vse stroške, torej stroške električne energije na mesečnem nivoju preko 80 tisoč evrov. Na drugi strani seveda moramo državi plačati davek na vodno povračilo, torej za vsak načrpan kubik moramo plačati državi
takso, rento za rabo naravnega vira. Potem seveda moramo poravnati druge obveznosti, plače, recimo materialne stroške in seveda v Mariboru je nekaj manj kot 400 gostiln in bifejev, če samo vemo, da so to recimo, da se to kozarci, krožniki, prti, non-stop perejo, potem imamo okrog 20 kemičnih čistilnic, imamo okrog 20 avtopralnic, recimo veliki sistemi, ko so veliki porabniki vode bili, dejansko so zdaj izven poslovnega procesa, potem so tu vrtci, šole, srednje šole, fakultete, dijaški, študentski domovi. To nam je sedaj vse odpadlo, tako da črpanje vode se je zmanjšalo za dobrih 20% in seveda na eni strani imamo, torej ljudje ne bi plačevali ali pa manj plačujejo, na drugi strani pa, mi izvajamo oskrbo, kot da, je sistem normalno v funkciji. Tako da pojavljajo se ali pa se bodo morda pojavljali v naslednjih tednih bolj likvidnostne težave, kot pa problem z delom pa obratovanjem. Se mi zdi, da tukaj obvladujemo v celoti poslovna tveganja, medtem ko pa poslovno tveganje na likvidnostnem področju bo pa en velik izziv za mene pa za ekipo na financah, ja. Kaj pa drugače z drugimi podjetji? Kaj se kaže? Torej, naredili smo, mi smo že kot prvo komunalno podjetje pred 8 leti šli v e-poslovanje in smo dolgo časa nagovarjali, dajte poskušajmo delati v e-obliki, v e-dopisih, e-računih, e-arhivih, Zdaj je pa to morda bila priložnost, da so se tudi zadnji, da tako rečem, poslovni partnerji odločili, da so ta korak naredili. Tako da zmeraj je tako, vojna ali kriza povzroči torej nek korak naprej v razvoju poslovnih procesov družbe in tudi mislim, da bo ta, virusna pandemija, ki je v bistvu povzročila, da bomo drugače delali in drugače razmišljali. Tako da tudi logika, rabe se je torej spremenila. Torej, če ljudje porabijo manj vode, to pomeni, da v bistvu so se začeli zavedati, da morda viri niso neomejeni, da morda treba pri sebi najprej razčistiti, kaj potrebujemo vsak dan, kaj potrebujemo v življenju in seveda mislim, da je to neka dobra učna ura za vse nas, tako v privatnem življenju, kot tudi poslovnem življenju, da tiste stvari, ki jih morda ne potrebujemo, tudi ne nabavljamo, ne kupujemo, da nismo komercialno, družbeno in osebno usmerjeni, ampak da smo racionalni pri tem, kaj bomo koristili oziroma kaj bomo torej kupovali. Tako da mislim, da je ta kriza nekako povzročila tudi miselno spremembe torej vrednot in če je to katarza, ta pandemija, je morda seveda ravno skozi katarzo morda priložnost, da spremenimo neke navade. Kako pa vodiš v času krize? Tvoji ljudje, kot si rekel, so v glavnem na terenu, delajo, ne morejo si privoščiti luksuza delati na daljavo in od doma, Ja. Kako vodiš, kako jih motiviraš, kako jih spodbujaš? Kakšna je komunikacija tvoja v tem času? Torej jaz, prvo kot glede na to, da komuniciram z ogromno deležniki, z občinami, državo, pristojnimi ministrstvi. Na drugi strani imam pa seveda zaposlene, ki rabijo neposredno vodenje, ki rabijo na koncu odgovor, ogromno vprašanj in potem nekako sprejemamo te odločitve. Tako da tudi naši kolegi zdaj potekajo v obliki videokonferenc, vsak teden se torej ob torkih dobimo na videokolegijo, da tako rečem, in v nedeljo. Tako da v nedeljo potem zvečer preverim, če je slučajno kdo zbolel, če so kakšne spremembe, če kdo ne bo prišel v službo. Tako da torej vsako nedeljo se z vsemi vodji sektorjev, vodji oddelkov še od doma slišimo. Tako da to poročilo potem dam tudi občini, da seveda vedo, s kakšnim kadrom razpolagamo. Moram reči, da ta trenutek imamo še vse zdrave, moramo potrkati na to, da se, kot zgleda, zaposleni zavedajo resnosti in tudi se držijo te socialne distance, držijo se samoizolacije. Tako da lahko rečem, da ta trenutek zagotavljamo v celoti nemoteno oskrbo s pitno vodo. Odlično. Zdaj oba veva, da so spremembe izjemno težke. Ta sprememba, ki nas je pa zdaj doletela, je pa težka iz več vidikov. Kako so se tvoji zaposleni odzvali na vse te zadeve, ki so nas doletele in so še aktualne?
Torej, zaposleni so, da tako rečem, tudi bili od začetka zbegani, tako kot smo vsi bili zbegani, ne. Najprej je bilo, torej ta virus je tam nekje v Aziji, na Kitajskem, to nas ne briga, potem ko je to prihajalo bližje nam v Evropo, ne, to se še ni zgodilo pri nas, ne, ko pa dejansko potem že poznaš prve ljudi, ki so se okužili s tem, potem pa zadeva postane resna in takrat se tudi posamezniki potem seveda, bom rekel, malo bolj v strahu, ne, tudi v neki samo kritiki začnejo potem spraševati, kaj sami morajo narediti, da do tega ne pride. Tako da, kar se tiče, bom rekel, napotkov, mi smo že od 5. marca dalje dali vse napotke, torej merimo temperaturo na vhodu vsako jutro za vse zaposlene, potem nabavili smo že med prvimi torej in maske, druga zaščitna sredstva, razkuževanje rok, razkužili smo vse poslovne prostore, torej pisarne, vsa delovna mesta, vsi imajo v vozilih, bom rekel, razkužila, vstopamo v objekte samo tam, kjer ne prihajamo v stik z vodo, čeprav je ta trenutek strani svetovnih znanstvenikov znano, da preko vode se virus ne prenaša, da je voda tista, ki je pravzaprav ključna dobrina pri premagovanju virusa in upam, da bo to tako tudi ostalo. Tako da zaposleni se seveda, bom rekel, so v začetku torej to z nekim strahom, zdaj pa, ko so napotki strani, bom rekel, nas, mene kot vodjo, v bistvu dani, ko so to zapisani, mislim, da so zdaj to vzeli. Tako da jaz jih nisem pustil, bom rekel, v pričakovanju, da si sami najdejo rešitve, ampak smo ves čas bili, bom rekel, korak pred in smo seveda usmerjali tako zaposlene v privatnem kot v službenem, bom rekel, delu. In lahko rečem, da seveda mislim, da smo uspešni, to so nam tudi drugi priznali, druge občine in seveda torej tudi ministrstva, da sodimo med najbolj organizirane v tem, bom rekel, obdobju tega virusa, ne. Morda je ena prednost, da sem že jaz 91. leta podobne razmere, ko so bile vojne razmere, dal skozi in seveda ključna zgodba je, da vodja ne postane paničen, ne. Torej, ključno je, da prenašaš pozitivno energijo, ne, da sam ne širiš panike, ker potem, bi rekel, tudi zaposlenim povzročaš morda več, bom rekel, negotovosti. Zdaj pa, če si, bom rekel, nekako tisti, v katerega pač potem verjamejo, ne, če usmerjaš, ne, in če daješ, bom rekel, naloge, potem so to tudi pripravljeni izvršiti. A se je število klicev, zagotovo tudi v normalnih okoliščinah prejemate veliko klicev strank, a se zdaj v tem času kaj povečalo, kaj ljudje v glavnem sprašujejo, kaj jih zanima? Ja, moram reči, da seveda zdaj se ljudje zavedajo, kaj je voda, ne, torej ni več toliko vprašanj, bom rekel, na temo, ali je voda, ne vem, drugačnega okusa, ali ima voda morda za odtenek drugačno barvo. Seveda, glede na dejstvo, da se večinoma smo doma, ne, da seveda vodo rabimo neprekinjeno, se torej tudi voda ne postaja v internih inštalacijskih sistemih. To pomeni, da seveda voda je non-stop, da tako rečem, v gibanju in seveda zato imamo bistveno manj neskladnih vzorcev, kot smo jih imeli v preteklosti, ne. Prej so ljudje šli na vikend, so šli na dopust, prišli domov, odprli pipo in je seveda bil morda neprijeten vonj ali pa druga barva vode, ne. Pač je bilo treba, bom rekel, nekaj minut pustiti, da je voda odtekla. Zdaj pa, ko se voda sproti rabi, je pa občutek, da je voda seveda, bom rekel, ves čas sveža, čista, primerna za pitje in uživanje in seveda teh težav ta trenutek nimamo. Tako da to nam je en dober produkt, torej, ko je voda v vseh objektih bolj rabi, potem je seveda torej tudi, bom rekel, bistveno boljše kvalitete. Na drugi strani pa seveda je več klicev naših odjemalcev, torej gospodarskih družb, ki seveda bi želele, bom rekel, prestaviti ali pa celo oprostiti plačila storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Torej seveda, bom rekel, morda je prišel s strani države napačen signal, da bo seveda se kaj odpisovalo, ne. Torej, če posamezniki, če bojo podjetja, espe in podobno dobivali te strani države neke subvencije, nadomestila, poplačila nekih storitev, to pomeni, da je treba seveda torej tudi storitev oskrbe s pitno vodo plačati, ne. Torej, da mi nismo tisti,
pravi naslov, pravni naslov, ki bi lahko to oproščali, ne. Jaz menim, da je država sprejela kar en velik paket teh zakonov, ki bo omogočalo, da bo skozi druge socialne transfere lahko dobili torej sredstva za poplačilo teh naših storitev. Okay. Kaj misliš, kako bo izgledal naš svet po koroni? Kaj bo drugače, kaj se bo spremenilo, če se bo kaj? Ja, ljudje hitro pozabljamo, jaz moram reči, da sem jaz pri sebi videl, da tako malo, kot sem porabil denarja v mesecu marcu, ne pomnim, da sem ga kdaj. Recimo primer, ne, torej prej greš na kavo, potem greš domov z službe, pa je žena rekla, idi pa še kupi to, pa še kupi tisto. Pa je prišel petek, pa je prišla sobota, nedelja, pa smo šli na velike šopinge, da tako rečem, v trgovine, kar sicer ni prav, ne, ampak smo hodili, bom rekel, in smo dejansko bili komercialno potrošniško naravnani, ne. Zdaj smo začeli rabiti vse tisto, kar smo dejansko v zmrzovalne skrinje, omare shranili. Torej, vso hrano, kaj smo, bom rekel, kupili, nabavili, jo zdaj lepo rabimo. To pomeni seveda, ker je neka bojazen, ne gremo več vsaki dan 2-3 krat v trgovino, gremo enkrat na teden, enkrat na 10 dni in v bistvu koristimo tiste resurse, ki jih imamo doma. In tudi v človeštvu se bo to moralo zgoditi, da bomo miselne vzorce, miselne navade spremenili, ne, da moramo tisto, kar smo kupili, nekako porabiti, ker v nasprotju mi rabimo več, kot nam pa zemlja dopušča. Torej, porabimo vse resurse, energijo, ne vem, vodo, vse resurse porabimo že, ne vem, v polovici leta in je morda seveda priložnost, da z našimi osebnimi spremembami torej spreminjamo splošne navade. Torej, neka poslovna etika bo seveda prišla v zavest ljudi in seveda osebna družbena odgovornost bo spremenila širšo družbeno odgovornost. In če bo posameznik družbeno odgovoren, bo tudi družba družbeno odgovorna. Tako da menim, da je ta katarza morda tudi priložnost za spremembo vedenjskih vzorcev in upam, da se bomo iz tega vsi nekaj pozitivnega naučili. Kaj bi pa ti vsem, ki ti bodo prisluhnili in ki bodo prebrali tvoj intervju oziroma intervju s teboj, kaj jim svetuješ, kaj bi jim predlagal, kaj jim polagaš na srce? Torej, vsekakor, ne, prvo je, če bomo mi zdravi, če bomo za lastno zdravje naredili, potem bomo lahko pomagali tistim, ki so te pomoči potrebni. Recimo, jaz imam starše, pa strice, pa tete, ki so stari tu že blizu 90, ne, in je seveda, bom rekel, če jaz ne bi bil zdrav, bi jim težko pomagal, ne, tako da seveda moramo misliti za tiste, ki so pomoči potrebni. Če to vzamemo na družbo, več bomo delali na sebi, lažje bomo pomagali družbi, ki morda še ta vrh tega virusa ni dosežen, ne, se pa v nekaterih državah, ko so morda, bom rekel, malo manj teh zadev imeli, kaže, da se potem seveda rušijo vsi ti sistemi komunikacije, tako v Italiji, Franciji, tudi v Španiji, ne. Torej, mi smo tam nek medsebojni odnos v preteklosti drugačnega imeli kot v teh velikih državah, zato smo tudi, se mi zdi, lažje to krizo pa z neko večjo disciplino prebrodili. Smo manjši in je lažje nagovoriti, bom rekel, posameznike, kot pa, ne vem, države, ki imajo 60 milijonov prebivalcev in je seveda, bom rekel, stalno nek velik procent v milijonih ljudi, ki potem se pač nekih pravil pa reda ne držijo. Tako da tukaj seveda bo ključna zgodba, torej, če bomo na sebi naredili in za našo zdravje, potem bomo ta, bom rekel, skupen problem prav gotovo hitreje preskočili. Tako da to se mi zdi, da je nek zaključek tega, da upam, da bomo z miselnimi vzorci potem naredili vse za to, da bomo jutri lažje živeli, da se bomo zopet družili. Človek je socialno bitje, ne, in se želi pogovarjati. Ne, zdaj, midva se drugače pogovarjamo, ko pijemo čaj ali kavo, kot pa zdaj preko videokonference, ne, tako da se poznamo, ampak ko pa komuniciramo, je seveda neosebno,
ne, je drugače kot pa osebno, ko smo pač, bom rekel, v nekem drugem stiku, če že ne druga, vidiš nasmeh na drugi strani in je tudi to nekaj da, ne, smeh je stalno pol zdravja, pravijo, ne, in ta pregovor, ne, prav gotovo tudi sodi v to, ne, torej, če pa osebo ne vidiš ali pa samo vidiš, bom rekel, v filmski video obliki, pa morda seveda to ni isto, tako da. Okay. Je morda še kaj takšnega, česar nisem izpostavila, pa bi rad delil z nami? Zdaj je težko, ne, upamo, da bo časovno to čim manj trajalo, zaradi tega, ker to pomeni, bom rekel, nekako pritisk na delovanje, na sistem, na funkcioniranje družbe. Torej, če bo to dlje časa trajalo, bomo seveda vsi imeli manj, preprosto družba bo imela manj, državni proračun bo imel manj ljudi bo zaposlenih, več ljudi bo nezadovoljnih, ker bojo ostali brez dela, brez kruha, manj bodo potem v nekaterih družinah, v nekih manjših okoljih imeli denarja za neke druge zadeve, tako da seveda jaz si želim, da se to čim prej konča in verjetno to tudi želja večine, torej, da se ta zgodba čim prej zaključi, pa da živimo po nekih, bom rekel, starih, bom rekel, druženih, medtem ko pa seveda vzorce pa navade pa bomo morali spremeniti, tako da brez tega pa ne bo, da lahko pademo v nov krog in seveda, če ne bomo tukaj naredili, potem je ta trud teh 4-5 tednov, kaj za to delamo, potem stran vržen, tako da to bo ključno sporočilo. Danilo, od srca hvala. Ja, hvala. Adijo.